Spoštovani, ko se arhitekt preda takšni nalogi, se znajde v nekem nenavadnem, celo usodnem položaju. Znajde se v situaciji, iz katere je v davnini, daleč pred rojstvom drugih umetnosti, rojena arhitektura. In sicer simbolična arhitektura, ki jo je v traktatu o simbolični umetnosti nasploh tako sijajno utemeljil veliki nemški filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel. V tej simbolični arhitekturi najgloblje sporočila, najglobljo simboliko prevzame izbrani svet oblik in njihovih medsebojnih odnosov. Tako je tudi naše obeležje, kot vidite, sestavljeno iz valujočih, mehkih form, ki v bistvu simbolizirajo valovanje naših življenj, valovanje seveda unikatnega, samosvojega, iskrega življenja vsakega od nas, a na žalost tudi valovanje življenja, ki ga trenutek nesreče lahko spremeni ali celo zaustavi. V iskanju čim močnejšega simboličnega sporočila je ta najtrši granit, kamen, ki je seveda tok vzvaljuviv, postal je fluiden kot tekočina, kot valovanje tekočine. Dodatno simbolično sporočilo pa je seveda v tem, da je ta težak granit, ki običajno leži na tleh, od koder je tudi iztrgan, privzdignen nad horizont in se zdi, da kot brez teže lebdi nad arkadijsko pokrajino tega obodnega parka našega osrednjega pokopališča. S temi prispodobami, ki so vgrajene v oblike našega obeležja in seveda v njegovo postavitev, je izražena globoka simbolika, ki bistveno presega, se vzpenja preko vsakdanjosti, preko pragmatičnosti in vstopa v obzorja čiste duhovnosti. Hvala lepa.